Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes je moj gost Dušan Lazar, lastnik, direktor nepremičninske družbe Century 21. Zdravo, Dušan. Živjo. Dušan, dajva mi da malo obnoviti, kaj je Century 21? Ja, Century 21 je največja svetovna nepremičninska franšiza, ki se ukvarja z posredovanjem pri prodaji in oddaji nepremičnin. Trenutno smo prisotni skoraj že v 100 državah po celem svetu. Imamo preko 100.000 agentov, preko 10.000 poslovalnic in smo od zadnjih 7 let tudi res zrastli v Sloveniji, na Hrvaškem. Tako da v Sloveniji imamo zdaj že 13 poslovalnic res po celi Sloveniji, na Hrvaškem pa 9. Tako da smo pač prisotni po obeh državah in delamo na vseh področjih nepremičninskega posredovanja. Torej vse od prodaje, nakupa, svetovanja, od najemov, investicijskega pač vlaganja, tudi do pomoči investitorjem. Smo nekaj all-inclusive nepremičninska agencija. V prejšnjih oddajah sem se že malo pogovarjala o nakupu, prodaji, o cenah, pa zdaj si pa tukaj omenil tudi investicijsko vlaganje, se pravi pomoč, te zadeve. Kaj, na primer, danes vemo, da imamo mi Slovenci na naših bančnih računih depozitov kar za veliko milijard, preko 30 milijard. Po drugi strani imamo pa eno inflacijo, to razvrednotenje denarja, se pravi nam vsako leto spozi v zrak kar nekaj denarja, in mogoče investicija v nepremičnino mogoče ni tako slaba, če gledamo, kaj vi svetujete svojim strankam, ki bi želeli vložiti denar v nepremičnino? Ja, torej vlaganje v nepremičnine je vedno bilo, že zgodovinsko več tisoč let, zelo, zelo dober dolgoročni posel oziroma donos. Zdaj seveda, ko ljudje računajo donosnost, velikokrat izhajajo iz nakupne cene, pa koliko dobijo vsak mesec pa na letni ravni vizavi vlaganja in da si kalkulira donosnost. Tukaj seveda, če gledaš čisto enostavno, nepremičnine na prvo žogo niso mogoče najboljši ali pa največji potencial donosa. Kar je deloma res, razlika je potem, da so nepremičnine 100% faktor donosa. Torej vsa ostala vlaganja, če kupiš delnice, kripto ali pa vlagaš v karkoli, je seveda možnost tudi večjih donosov, ampak je tudi velika verjetnost na vsakih 10, 20, 30 let, da bo pač tam velik padec. Na borzi je lahko pri delnicah do 50%, pri kripto, do minus 90%, lahko tudi plus sicer, ampak tam ni neke sigurnosti. Medtem ko pri nepremičninah je pa sigurnost zelo, zelo velika oziroma je donos 100%. Pa dejansko je ta donos na realno vrednost premoženja, ker poleg tega, da imamo mi donos, sploh če se ukvarjamo z oddajo, imamo najemnino, potem imamo pa na drugi strani še povečanje vrednosti teh nepremičnin skozi leta. Tako. Pri nepremičninskem poslu je najemnina prvi donos. In nekje donosnost iz naslova najemnin je pri stanovanjskih nepremičninah med 5 pa 10%, odvisno koliko pač dobro kupaš in dobro oddajaš. Pri poslovnih je pa lahko tudi vse do 12%. Ta donosnost ni slaba. Torej, tudi če gledamo spodnjo mejo, ki je nekje na 5%, če se pametno kupi, je to čisto soliden, lep donos. Potem pa je treba upoštevati faktor rasti cen nepremičnin. Do zdaj, zadnjih 10 let, je bil ta donos zelo velik. Torej, cena nepremičnin v Sloveniji so rasle tudi po 7, 8, 10, 12% na leto. Torej, veliko več kot inflacija. Padcev nepremičnin, praktično, da bi bili padci več kot 5, 10, 15% ni. Tudi v največjih krizah, ki so bili do 20, je to bilo zelo kratkoročno. Torej, če nisi glih hitel s prodajo na vrhuncu krize, si vedno nepremičnino prodal dražji, kot si jo kupil. Določeni ljudje so jo prodali tudi po 3-krat dražji, kot so jo kupili. Iz tega vidika, pa z vidika dolgoročne sigurnosti, ker nepremičnina je nekaj, to stoji. Tudi če bi šel evro v stečaj ali pa da kripto ne bi več obstajal, nepremičnina kot prostor, kot cegel, to bo obstajalo. In nepremičnina ni samo cegel, pa prostor, je neka zemlja,
neko zemljišče, neka pravica. In to bo zmeri več vredno. Nas je še zmeri na planetu zmeri več, vse enkrat še zmeri raste populacija. Ljudje hočemo zmeri bolj živeti, hočemo večjo kvadraturo bivanja in vse ti faktori, saj še za naslednjih, rečemo, 100 let, bojo gnali nepremičninski trg, v smislu, da bojo cene nepremičnin skozi dražje, ljudje bojo vedno več dajali za nepremičnine, ker jim bo to vedno bolj pomembno, ker je denarja več na trgu. To pomeni posledično bojo tudi najemnine zmeri višje in cene nepremičnin bojo zmeri višje. Tako da še zmeri je to najbolj pametna dolgoročna investicija. Nasploh to, ker se pa ljudje rečejo, sej to pa lahko gradiš pa gor dol, ampak nekako so evropske smernice oziroma že direktiva neka ničelna zazidljivost stavbnih zemljišč do, mislim, tistih sprememb namembnosti do leta 2050. To pomeni, da se bo zelo omejeval prostor, kjer se bo to še lahko gradilo, mogli bomo imeti se pravi na istem prostoru v višino, seveda višina pomeni za sabo dražjo gradnjo, dražje stanovanja, se pravi, načeloma ni bojazni, da bo nepremičnin preveč, mi pa da ne bi imeli te vrednosti. Tudi, ko se bojo gradile te nove zgradbe višje, ki se bojo mogle, ker se ne bo smel več širiti prostor, kjer so zgradbe. Tipičen primer je recimo Tokio, tam so praktično od 40 letih večji del s trga Tokija porušali in so zgradili visoke stavbe nad 50 nadstropji. Seveda, to so boljši prostori, to so večji prostori in seveda tudi dražji prostori. In vse to dviguje ceno nepremičnin tudi malo slabšim nepremičninam. Ker tudi te so potencialne ali za rušitev, oziroma ker jih ni dovolj na trgu, tudi tem cena raste. Tako da ni tukaj pri nepremičninah ni nobene možnosti, razen če bo res kakšna vojna večja, hujša, ampak tega ni na vidiku in mislim, da tega ne bo. Sploh ne v Sloveniji ali po Evropi. Tako da iz vseh vidikov trenutno je to še zmeri daleč najbolj varna naložba in tudi najlažja. Tu ljudje pozabljajo, da če ti vlagaš v druge stvari, pa si investitor ali pa vlagaš v neke start-upe ali pa v delnice, ti rabiš določena znanja, ti moraš dnevno spremljati. Pri nepremičninah je pa zelo enostavno. Tukaj smo mi kot agencije, ki pač strankam povemo, koliko so povprečne najemnine, tudi sama stranka to hitro lahko sama preveri, koliko so cene povprečnega nakupa in to se na trgu relativno enostavno oddaja. Tudi če bi nekdo hotel kupiti, pa se izogniti pol agencijam kasneje za oddajanje ali karkoli, lahko to relativno hitro tudi sam naredi, tako da tukaj ni neke bojazni, da bi rabil neke dovoljenja, licence, da bi se s tem poslom ukvarjal. To je še dodaten plus, da je ta posel zmeri zanimiv in zmeri bolj varen kot vse druge investicije. Se strinjam, da je 100% s to izjavo, bolj se pa ne strinjam, mislim, da se oba tu ne strinjava, ker ljudje potem rečejo, zdaj pa jaz to imam, se bom pa izognil agenciji, zdaj bom pa jaz to samo oddajal, potem se pa lahko ta donos zelo zmanjša, če ti neprofesionalno oddaš določeno nepremičnino, potem pa ugotoviš, da si naredil napako in mogoče 5 let najemnine ne dobiš, ampak sam še vlagaš. Sigurno, ampak jaz sem bolj to hotel reči, seveda neumnost je delati to sam, ker oseba, ali pa večina oseb ni strokovnjaki na teh področjih, plus je tukaj veliko manjših pasti, pa našo znanje, sploh nepremičninskih posrednikov, zmeri daje osebi, ki vlaga, večji donos, ker se mi s tem ukvarjamo in to znamo in tudi damo blazno varnost, tako kupcu kot prodajalcu, kot najemniku in najemodajalcu. To je absolutno res. Ampak kot da se ljudje zavedajo, da nakup nepremičnine je varna v smislu, da ko je enkrat imaš, jo imaš. Imaš pa ti enkrat delnico ali pa kripto, ti rabiš računalnike, borze, elektriko, vse živo, da sploh kaj iz tega dobiš. Pa nepremičnini pa tega ni. Pa še nekje, ko imaš ti nepremičnino, to je tvoja last, ti upravlja z njo. Ko kupaš ti eno delnico, upravlja s tistim podjetjem nekdo drug. Ti si samo nekdo, ki moraš nekomu 100% zaupati, da bo to delo upravljal res z vso skrbnostjo in tebi naredil dobiček. Tako, točno tako, ja. Tako da bi dejansko rekel vsakemu, ki je, vi sigurno poskrbite, da probate najti vašemu naročitelju, se pravi, če kup nepremičnino za to, da bo z njo služil, da boste naredili res maksimalno dober posel, ima dobrega najemnika, probati dobiti najboljšega najemnika in to modati. Zdaj, Dušan, čas zelo hitro teče in predlagam, da naredimo malo odmora
zadihamo in greva temu naprej po odmoru. Pametno, hvala. Dragi gledalke, dragi gledalci, se vidimo po odmoru. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom, z mano še vedno Dušan Lazar, lastnik, direktor nepremičninske družbe Century 21, ogromne agencije po celem svetu. Dušan, pogovarjava se o investiranju v nepremičnine. Kaj kot vi, vaša agencija, bi predlagala nekomu, ki pride, ki ima en kupček denarja, ki bi rad investiral v nepremičnine, kaj bi mu vi predlagali? Ali vložiti v stanovanjsko nepremičnino, ali vložiti v poslovno nepremičnino? Na kakšen način? Mi vsem svetujemo, če gre za fizično osebo, je sigurno najboljš kupiti stanovanjsko nepremičnino, ki se pač lahko vdaja dosti hitro. Predvsem je več možnosti zaslužka z hišami. Torej, hiša se lahko pač tudi razdeli v 2-3 stanovanja, v študentske sobe in je sigurno donos tukaj večji. Je sicer tukaj treba imeti malo več vložka, ampak je boljši donos. Drugače pa tudi stanovanja so še vedno dobra naložba, predvsem manjša, ko so stanovanja, večji donos. Medtem pa, če je pač investitor nekdo, ki ima svoje podjetje, je pa sigurno lažje za njih in tudi dolgoročno enako stabilno, če ne bolj, nakup poslovnih nepremičnin. Ker te so pač brez davka, oziroma samo davek na dobiček, ni sprotnega davka, ni DDV-ja. In te nepremičnine so ta moment relativno poceni za nakup, najemnine pa rastejo. Tako da v bistvu glede na razmerje med nakupno ceno pa najemnino, pa kakor kaže trg, pa kakor kaže situacija glede gospodarstva, je tukaj večji potencial še dodatne rasti v naslednjih parih letih. Pa če gledamo poslovne nepremičnine, v kaj bi vi vložili, če rečemo, da vi kupujete, da ti kupaš, rečemo, a bi šel v, rečemo, proizvodne prostore, ali bi šel v skladišča, ali bi mogoče kupil pisarne? Kaj bi, ali pa lokacijsko, ali pa je to tudi kaj povedal? Če gledamo, če to nekdo kupuje čisto kot investicija, je to sigurno najboljš kupiti pisarne. Torej kupiti prostore, kjer je čim nižja cena na kvadratni meter in kjer je možnost narediti več manjših pisarn, oziroma kjer je možnost obstoječe prostore deliti, kjer je ta delitev lažja. In da lahko ti stranki prilagajaš. Nekdo pač enkrat ima več, enkrat ima manj prostora, to so knauf stene, to so lažji posegi, cenejši posegi v prostor, tukaj skoraj ne moreš zgrešiti. Medtem pa, če govoriva o vseh ostalih nepremičninah poslovnih, kot so ali so to tovarne, ali so skladišča, proizvodni objekti, ali tudi kakšni hoteli, tukaj je pa specifika večja, tukaj je tudi možnost oddaje, prodaje, je seveda manjša in težja. Ampak da se povrneva v donos. Če ostajamo pri poslovnih nepremičninah, a ne? Donos pri poslovnih nepremičninah je trenutno med 5 pa 10%, približno enako, kot je trenutno med stanovanjskimi nepremičninami. Vse odvisno od nakupa na kvadratni meter in najemnine. Trenutno je najboljši razmerje pri stanovanjski, so to trenutno večja mesta v Sloveniji, torej Ljubljana, Maribor, Celje in Novo mesto, tudi deloma Nova Gorica. Medtem ko poslovne nepremičnine je pa največji donos še vedno Ljubljana pa okolica. Kjer je tudi največje povpraševanje, verjetneje. Tako da ja, in dejansko, ko pride nekdo k vam pa reče, zdaj bi pa jaz to vložil, pa naprimer vi imate že naprimer stavbo, ki je že popolnjena z najemniki. Se pravi, mi imamo že en donos najemnin. Kakšen je danes povprečje, ki ga zahteva ta investitor, ki pride, koliko želi, toliko hočem imeti, ker najverjetneje se tudi vrednost pa tiste nepremičnine izračuna glede na prihodke, ki so. Točno tako. Torej, investitorji, če kupujejo res kot investicijo, za dolgi rok, zase kot dodatno nepremičnino, ne kot svojo prvo, zahtevajo donose najmanj 7%, cilj je pa se približa 10%. In to mi za njih vedno najdemo. Torej, tudi nam je dobro, da vemo točno, zakaj kupuje in se tudi taka potem išče. In to je relativno, bom rekel, tega je relativno dovolj, še zmeri v Ljubljani, če govorimo o poslovnih sploh, če govorimo o stanovanjskih pa tudi. Sploh, če iščemo širšo po celi Sloveniji,
je teh nepremičnin kar nekaj. Sploh, če nekdo kupuje to s svojim denarjem, je to relativno enostavno. Če pa kupuje to z bančnim kreditom, tudi tam mi seveda pomagamo in svetujemo. Tam seveda je postopek malo daljši, ker morajo biti papirji res v nulo vsi urejeni. V drugih primerih pač rabaš par mesecev, da jih urediš, če niso. Je pa mogoče dobro to poudariti, da v Sloveniji iz leta v leto so papirji okoli nepremičnin, listine zmeri bolj in bolj urejene. Torej, pri vsaki prodaji, pri vsaki bančnem kreditu se to ureja. Večina objektov zdaj ima seveda gradbena dovoljenja, zelo veliki ima tudi uporabna dovoljenja. Tako da ta segment se je močno, močno izboljšal, če primerjamo recimo z vlaganjem ali pa kupovanjem teh nepremičnin 10 ali pa 20 let nazaj, ne, ali pa celo več. Ne. Pa greva zdaj mi dva, da sva gledali, to so gotovo večji zneski pri teh. Zdaj pa gremo na pač povprečne državljane, ki mogoče imajo majhen prihranjenih sredstev, pa te zadeve, pa bi šli najverjetneje v eno stanovanjsko nepremičnino, kjer je domet bližji nam, rečemo. Kako bi vi rekli, da nekdo ima nekaj denarja, rečemo 20, 30, 40 privarčevanega, mogoče 100, ampak stanovanja so tam od 200 naprej, rečemo taka, da so. Kakšna je kalkulacija se pravi, da vzameš kredit, ali se to splača, ali se ne? Zdaj tako, če vzameš kredit, pa pol s tem kreditom oddajaš stanovanje, je seveda donosnost manjša, ker se tukaj plačuješ obresti. To še zmeri je dobra ideja, če to jemlješ kot prisilno varčevanje. To pomeni, ti imaš nekaj pologa, vzameš kredit, ti bo z najemnino še zmeri poplačal z lahkoto ta kredit in bo to na koncu tvoje. To praktično si vložil samo svoj polog, 20-30%, kredit pa obrok sta se nekako pokrivala z najemnino, nisi nič vmes služil, ampak na koncu si lastnik te nepremičnine in to je ekvivalent še zmeri donosov okoli 5-7%, mogoče celo več, ne glede na obresti. Pa še prisilite v to, tudi če kakšen mesec moraš kaj dodati pri obroku, pa je najemnina malo nižja ali pa če kakšna vlaganja, je to še zmeri, to še zmeri svetujemo kot dobra naložba, ker na koncu ti imaš to nepremičnino. Je ta nepremičnina sigurno veliko bolj varna, pa veliko bolj sigurna naložba, kot naložba v delnice ali pa kakšen kripto ali pa sklade. Tam je možnost, da tudi je vrednost nižja, ali pa da čisto razgubiš, še zmeri je, kljub temu, da je pri skladih zelo majhna, lahko je to vedno nič. Lahko je delnica vedno nič, lahko je kripto vedno nič. Pri nepremičnini pa nič ni možnost, še zmeri ti to kvadraturo imaš. Tako da to je še zmeri dobra ideja, kjer govorimo za nekoga, ki res išče dolgoročno, varno in stabilno naložbo z elementi prisilnega varčevanja. Super. Mogoče edin malo likvidnost ni takšna, kakor pa pri drugih vlaganjih, ampak si pa res varen, ne? Pa ne, tudi likvidnost je v bistvu zelo dobra, ker nepremičnina v Sloveniji, praktično vsako, če govori o stanovanjski nepremičnini, jo takoj prodaš. Lahko se proda zdaj v 1 uri, odvisna samo cena. To pomeni, če imaš ti recimo eno stanovanje, kupil si ga za 200 jurjev, imel si 40 jurjev pologa, vzel si kredit. Če ti jutri dabaš denar, ti boš recimo rekel, hočem, da mi to proda za 220, 230, 240. To mogoče res ne boš dobil jutri. Če si hotel biti pa samo 200 nazaj, koliko si dal, se upamo skoraj staviti zdaj, da bomo mi to jutri prodali. To vem, pri ta pravi ceni se vsaka nepremičnina lahko proda v parih dneh. Tako da likvidnost ni tako slaba. Je lahko celo boljša kot na borzi, ker moraš čakati kakšen teden. Tukaj lahko prodaš iz danes na jutri, ne? Ja, povsod je pa hitre prodaje, cenejša prodaja, to moramo vedeti. Tako, ampak zmeri pa lahko prodaš, zmeri dobiš ta denar, samo donosnost bo lahko nižja, če si hotel hitro prodati, ni pa nujno. Lahko daš pa tudi po kar visoki ceni že jutri dobil kupca. Odvisno od lokacije, odvisno od situacije. Tako da likvidnost pri nepremičninah je še zmeri relativno visoka, ker trenutno se v Sloveniji vse proda. In dokaj bo tako, je likvidnost dobra. Tako kar zgleda, da še bo nekaj časa, ne? Mi smo prepričani, da ja, torej število prebivalcev Slovenije raste, torej nataliteta sicer ne, ampak imamo vsak let okoli 10.000 tujcev, ki se preseli v Slovenijo, zdaj nas je že 2.250.000 že skoraj, ne, in to bo skozi rastel, to pomeni, da vsak let bi mogli, mislim, za te tujce zgraditi toliko in toliko novih stanovanj. Potem imamo zdaj v Sloveniji že skoraj 200.000 tujih delavcev, ki delajo v Sloveniji.
vsem primanjkujejo nepremičnine, torej na poslovnem delu, na stanovanjskem delu in zaenkrat je ta rast kar visoka. To pomeni, in nič ne kaže, da se bo zmanjšala. Ne? Dušan, spet sva prišla do odmora. Dragi gledalci, se vidimo čez nekaj minut. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom. Še vedno Dušan Lazar, lastnik, direktor nepremičninske družbe Centur 21, agencija, ki je prisotna po celem svetu. V Sloveniji imate 13 poslovalnic, se pravi, da ste zelo priznani. Tako. Govorijo o tem investicije v nepremičnini. Zdaj pa se mogoče malo dotakneva mladih. Mladi zdaj naj poslušajo, mogoče pa pravijo, ja, kako bomo mi to kupili? Cena stanovanja 4000 evrov plus v Ljubljani, a ne? A je kakšna varianta, kakšna možnost, da mi tudi mladim, ki pač so začeli svojo življenjsko pot, da jim omogočite tudi kaj drugačno? Seveda, možnost je kar nekaj. Mene celo čudi, da se mladi ali pa njihovi starši, ki bi mogli svetovati, tega ne svetujejo. Torej, cene v Sloveniji na kvadratni meter stanovanj so res da relativno visoke vis-a-vis plačam. Nikakor pa niso visoke vis-a-vis stroškom gradnje ali pa stroškom zemljišč in tako dalje. Zdaj seveda 4000 plus je cena za Ljubljani, tudi bliža se podobno v drugih krajih, za stanovanja. Medtem, ko so pa cene za hiše na kvadratni meter pa še zmeraj zelo, zelo ugodne v Sloveniji. Torej, že v Ljubljani se da kupiti hišo za ceno 1000 evrov kvadratni meter. Celo manj. Izven Ljubljane so pa te cene lahko že po 500 evrov na kvadratni meter. Če govorijo zdaj čisto po domače, izven Ljubljane, že tam 15, 20, 30 minut izven Ljubljane je lahko hiša, ki ima skupaj, če gledamo polkletne, pa mansarde, pa podstrehe, 300-400 kvadratov, jo kupa že pod 200 evrov, torej pod 500 evrov na kvadratni meter. V Ljubljani so pa cene tudi za 350 do 400 tisoč, tudi manj. Dobiš hišo, ki ima 300 kvadratov, torej govorijo pod 1000 evrov na kvadratni meter. In vsaka taka hiša se lahko čisto uradno po zakonu, najmanj, kar se lahko uradno razdeli v dvostanovanjsko enoto. Torej, že če bi se dva mlada para ali pa mlad par s familijo ali pa dva dobra prijatelja ali pa tudi dva navadna znanca ali pa tudi, če nista znanca v končni fazi, če kupita skupaj neko hišo, pride to štartu na pod 1000 evrov na kvadratni meter v Ljubljani. Izven Ljubljane pa pod 500 na kvadratni meter. Renovacija take hiše, ali pa stanovanja v hiši, je z lahkoto lahko okoli 500 do 600 evrov na kvadratni meter. Torej, že za ta znesek se zelo veliko naredi. To pomeni, da lahko, tudi če delaš še fasado, pa če govorijo še o vrtu, pa če govorijo o pohištvu, se da z lahkoto prideti na 2000 evrov na kvadratni meter. Mogoče po del teh kvadratov v polkleteh ali pa v podstrehah, ampak vsi prostori ne rabijo biti najlepši, največji, ne? Tako da se da z lahkoto prideti pod 2000 evrov na kvadratni meter, če se pač kupec vsaj malo potrudi. Torej, mora imeti vsaj malo volje, da gre malo ven iz svojega obdobja, ker bi kar tako imel neko krasno, lepo novo stanovanje, v katerega prije s kufri noter, ne? Tega je veliko na trgu, to mi tudi svetujemo. Me pa čudi, da ni veliko zanimanja tega. Vsi bi kar radi kupili stanovanje, ki je to enostavno najlažji. Jaz imam občutek, da vsaj naša mladina zdaj kar hoče biti zelo komod. Prideti, kot si rekel, noter, ne da bi nekaj, potem je pa mogoče, sam slišimo velikrat, stanovanja so draga. Ja. Mogoče smo mi tako razvajani in so stanovanja podraga. Če se to idejo, ki si dal, je zelo dobra in dejansko se lahko reši, za pol manj denarja imaš lahko enako kvadraturo. Tako. To se pravi, v vaši agenciji dejansko, če bi človek prišel, mogoče tudi pomagate najti dva kupca, ki se med sabo ne poznata in jih nekako združiti pa kupiti tako. Seveda, to smo že imeli take primere, ker seveda v tem primeru so lahko 4 kreditojemalci ali pa 6 kreditojemalcev in v teh primerih se dobi kvadratura, ki je zelo velika, zelo poceni in jo ni treba takoj celotno obnoviti. Lahko si kupec znotraj te neke hiše v štartu uredi samo 2 sobe, pa enosobno, garsonjerco,
ali karkoli, torej ne rab celotno investicijo izvesti takoj. Res, da se bo pač mogel s to hišo ukvarjati mogoče par let, pa 10 let. Ampak na koncu bo dobil 100-150 kvadratnih metrov. To mi bo ta hiša lahko za njega čez čas enkrat manjši del, enkrat večji del, enkrat lahko celo svoj stanovanje razdeli, pa da otrokom en del, ne, je veliko cenejši, veliko lažji in tudi manj kapitala rabaš v štartu. Sploh, če to so kupca 2 družine ali pa 2 para, lahko so tudi 3, si pač razdelijo po idealnih deležih to stanovanje, to hišo, ne. In ključno je, da se da to kupiti na kvadratni meter veliko cenejši, je dolgoročno veliko boljša opcija, ne. In že v štartu veš, da boš lahko imel večjo kvadraturo. Ker kupiti nekaj na silo, nekaj mičkenega, nekaj, ki ti ni všeč, nekaj, ki v štartu veš, da je premehno. To je pa slaba volja, ljudje se do tega tudi ločujejo. Človek mora imeti nek prostor zase. Če preveč ljudi nabasanih v en mehen prostor, je tudi kvaliteta bivanja slabša. Vse bo slabš, bo moče lažji. Boš pač prvi mesec imel lažji. Ampak na dolgi rok bo to slabš, hiša bo boljš in na dolgi rok bo kvaliteta bivanja boljša in bo pol življenje lažje in bolj kvalitetno, ne. Je pa to pač treba se to malo potruditi. V starih časih, midva veva, so naši starši več ali manj sami ali hišo gradili ali pa sami obnavljali. Če jaz sem to delal sam, da sem barvil, kakšen cegel sam postavil, tega razumem, da tam mladi danes noče delati, kar je škoda. Ko to delo je lahko zabavno. Takrat smo se dobili s prijatelji in smo to naredili, je bilo zabavno in koristno, ne. To mogoče manjka malo naši mladini, ne. Še si me da spomnil na eno zadevo, nedolgo nazaj, mislim, da ne pol leta nazaj sem bil na eni konferenci, debata o dragih stanovanjih, mladi ne more do stanovanj. In je vstala sa stola iz publike, ena gospa, mogla je imeti tam okrog 75 let do 80, no, in je rekla, zdaj pa vi nehajte govoriti, kako je vse drugo. Ko smo mi v 75, 80 letih gradili našo hišo, prav, nismo šli nikamor na dopuste, smo se z avtobusom vozili, prav danes pa mladina samo, kam bojo šli, kaj bojo imeli novega, kakšen avto bojo vozila, ne. In točno to, a ne, mečken odreči si, a ne, kakšen čas, ne more biti vse prinešen takole, a ne. In vi jim dajete možnost, da se lahko odločijo, da pridejo do kvadrature večje za manjšo ceno, a ne. Seveda, samo malo te treba, ne smeš biti preveč. Točno tako. Treba se pač biti realen in ne biti slabe volje, ker je pač treba šparati za hišo ali pa delati za hišo ali pa za stanovanje ali pa za avto, ne. Torej, statistično dokazano je, da danes si z povprečno slovensko plačo lahko privoščimo veliko več kot 30 let nazaj. Torej, mladi de facto lažje pridejo do stanovanja danes, kot so kadarkoli v zgodovini Slovenije. Torej, število plač povprečnih, ki jih rabiš za nakup kvadratnega metra, je najnižji v zgodovini. Nekoč so ljudje rabili za en avto delati 10 let. Za hišo delati bi bilo skoraj 100 plač, 100 let plač za hišo, ne. No, to je lažje, je bolj enostavno. Pa kljub temu so nezadovoljni določeni, ker je pač treba delati. Ja. Ljudje so skozi delali. V najni generaciji so naši starši delali po 2 službe, samo da so prišli do nepremičnine. So bili seveda v mestih določeni, ki so pač imeli to srečo, neko kratko obdobje, ki so dobili ta družbena stanovanja, ne. Ampak te pufe še danes odplačujemo mi, ne, naša generacija in še naši otroci bodo to odplačevali. To se lahko enkrat na 100 let lahko država odloča se za pufa, pa kar gradi stanovanja, pa jih šenka ljudem, ne. Tega žal ni več, tudi smo že kot Slovenija preveč zapufani, tako da država bo mogla malo že zmanjševati te socialne stroške, pa nizke najemnine ali brezplačna stanovanja. Sreča pa je to, da imamo v Sloveniji ogromno, res ogromno starejših hiš, ki so bodisi čisto prazne ali pa noter živi samo ena oseba ali pa 2, ki jih bi želeli prodati ali pa menjati. In v teh hišah, predvsem izven mogoče centra Ljubljane, pa centra kakšnega Maribora pa Celja, je tega res veliko in tam se res da dosti hitro, dosti ugodno priti do stanovanja, do dosti ugodne stanovanjske površine na kvadratni meter, torej govoriva že med 1000 pa 2000 evrov, je teh možnosti veliko. Dušan, to pomeni, kdorkoli, tisti, ki še nima, oziroma tisti, ki ima denar,
je dobrodošel v vaši agenciji Century 21. Seveda. In vi mu boste definitivno lahko svetovali, pomagali, vse to, kako to narediti. Točno tako, tako. To je naša naloga, to je naše poslanstvo. In naši agenti so res izkušeni, šolani, torej mogoče ne vem, če narod ve, da vsak nepremičninski posrednik, preden pridobi licenco za nepremičninskega posrednika, mora končati eno od faksov, eno fakulteto, potem sledi seveda kar dosti zahteven izpit za nepremičninskega posrednika, to je izobraževanje in izpit, potem pa še, ko imaš vse to, je tukaj še ogromno dodatnega znanja, ki ga moraš imeti, ki ga daje sploh mi kot velika agencija, ga še toliko več dajemo. Tako da res svetujem vsem, da ko kupujejo nepremičnino, naj se obrnejo na enega od naših agentov v katerikoli poslovalnici v Sloveniji ali pa na Hrvaškem, če kupujejo vikend, in bomo te stvari zelo hitro, enostavno razložili. Večina teh na svetu je brezplačnih, sploh če so naše stranke. In večinoma mi dejansko delamo v dobro tako kupca kot prodajalca in sploh mi nepremičninske agencije res razmišljamo na dolgi rok. Torej, mi nismo tukaj, da bomo danes nekaj zaslužili. Naš cilj je, da bomo to stranko imeli 10, 20, 30 let, še za kakšno drugo prodajo, nakup, najem otrokov. Tako da tukaj mogoče se ljudje ali bojijo priti do nas v stik, preveč hoče to sami delati, preveč samo poslušajo kakšne medije ali pa socialne medije, ki samo kritizirajo, pa šimfajo, pa stokajo, pa jokajo. Po nepotrebnem. Tukaj situacija na nepremičninskem trgu ni tako slaba, kot se prikazuje, sploh v medijih. Je veliko boljša v naravi, je veliko boljša. Slovenci smo največji lastniki nepremičnin na svetu, skoraj v procentu. V Sloveniji praktično ni nobenega, ki je brez strehe nad glavo. Tudi država tukaj poskrbi za tistih par procentov. Drugače pa je, če se nek kupec, mlad, star, družina, res sam malo bolj potrud, pa poišče pomoč na svet, mi lahko najdemo ugodno nepremičnino, država ima ogromno raznih opcij financiranja tega, od socialnih do ekosklada, do bank. Obrestne mere so trenutno zelo nizke, ene najnižjih v Evropi, že od 1,9 so spet fiksne obrestne mere za kredite, kar je izredno malo. Tako da je ta trg, je kar dober trenutno, je kar optimističen, tako da tako, je treba to gledati. Ja. Pot pod noge pa vašo agencijo. Tako, tako. Dušan, tebi pa, evo, vse čas sva porabila. Hvala za obisk. Enako. Upamo, da se spet kmalu Hvala za pogovor. Hvala. Dragi gledalke, dragi gledalci, se zahvaljujem za ogled in se vidimo v naslednji oddaji. Hvala, lep pozdrav. Živjo. Živ.